Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Luka Koper je v letošnjem letu objavila javno naročilo za gradnjo severnega dela prvega pomola. Kot so zapisali v družbi, bo to eden najpomembnejših in najzahtevnejših projektov v prihodnjih letih. Poglejmo. Luka Koper, večnamensko mednarodno pristanišče, sodi med najpomembnejše pristaniške in logistične sisteme na severnem Jadranu. Je mejna vstopna točka z Evropsko unijo in ima status proste cone tipa 1, kar pomeni, da je blago na tem območju oproščeno carinskih dajatev, če ni namenjeno za prodajo na slovenski trg. Od leta 2013 je koprsko pristanišče umeščeno v mediteranski in baltsko-jadranski evropski koridor, kar povečuje strateški pomen transportne poti skozi Koper. Luka Koper ima že več let zapored status največjega kontejnerskega terminala na Jadranu in se uvršča med največja 3 pristanišča za pretovor avtomobilov v Sredozemlju. V tem kontekstu se tako ne gre čuditi hitremu in kontinuiranemu razvoju pristanišča, ki z leta v leto povečuje svoje kapacitete in dostavlja rekordne rezultate na praktično vseh segmentih. Če se dotaknemo zgolj lanskih poslovnih rezultatov, je Luka Koper ustvarjala za 308,8 milijona evrov čistih prihodkov. Zabeležili so rast pretovora v obeh strateških blagovnih skupinah, skupno pa so pretovorili 22,3 milijone ton blaga. Večje številke pretovora, in to rekordne, so zabeležili na kontejnerskem, avtomobilskem in potniškem terminalu ter na terminalih za hlajene in tekoče tovore. Na segmentu zabojnikov so dosegli 5% letno rast, pri pretovoru avtomobilov pa so zabeležili 14% letno rast. V letu 2023 so privezali 1642 ladij, sprejeli 20.609 vlakov, našteli pa so tudi 422.811 tovornjakov, kar je 6% več kot leto prej. Konec lanskega leta je uprava Luke Koper sprejela tudi poslovni načrt družbe in skupine Luke Koper za obdobje 2024-2028. Na začetku letošnjega leta je predsednica uprave Luke Koper tako napovedala prihodnje razširitve. Današnji dan je pomemben mejnik v razvoju Luke Koper. Nadzorni svet je v zadnjem četrtletju lanskega leta sprejel poslovni načrt za leto 2024 in celotno strategijo razvoja Luke Koper do leta 2028. V strategiji so načrti ambiciozni, 780 milijonov evrov naložb, ki bodo usmerjena tako v posodobitev kot v izgradnjo nadaljnjih kapacitet za dodatni pretovor, da se nam bo le-ta na pomembnih blagovnih skupinah, kot so na primer kontejnerski terminal, dvignil od zdajšnjih skoraj 1,1 milijona na 1,7 milijona komadov pretovora letno. Naši načrti so seveda zelo povezani z okoljem, v katerem smo, in tu smo zelo veseli in ponosni, da tako Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo naše projekte podpirajo in lahko z veseljem rečem, da v zadnjem letu, zadnjega pol leta smo naredili velik korak naprej. Kot sem že omenila, do polletja bomo izbrali izvajalce za 3 velike projekte. Pogodba za izgradnjo 12. veza, ki je tudi delno sofinanciran z evropskimi sredstvi, je že podpisana bila v mesecu decembru. Izbiramo izvajalce za potniški terminal, kar je z vidika tega, da se v tem potniškem terminalu verjetno kakšno desetletje govori v tem okolju, zelo pomembno. Izbrali bomo izvajalca za skladišče 54, ki bo visoko avtomatizirano skladišče za jeklene kolute, in izbrali bomo izvajalca, kar je zelo pomembno, za izvedbo severnega dela prvega pomola, ki je ključen, da bomo, kot je ministrica poudarila, sledili vsem dodatnim kapacitetom drugega tira, železniškega tira. Mislim, da bomo zagotovo bolj podrobno, kot je seveda v moči javne objave, razgrnili naše načrte, te, ki so bili pač že objavljeni. Podrobneje se bomo pogovorili o določenih projektih, o varnosti v pristanišču in o našem odnosu do okolja. Nenazadnje vemo, da konec leta 2029 bo ključno za elektrifikacijo pomolov, kar pomeni za projekt, ko se bodo morale ladje
potniške in kontejnerske priklopiti na elektriko in to bo tudi en izmed pomembnejših projektov naslednjih let. Današnji sestanek je usmerjen na leto 2024 na zagon investicij, o katerih sem govorila. In za eno od omenjenih naložb je Luka Koper že objavila javno naročilo, in sicer za gradnjo severnega dela prvega pomola. Z gradnjo tega bo Luka Koper pridobila obalno konstrukcijo z 2 privezoma skupne dolžine 326 metrov, 7 hektarov skladiščnih in manipulativnih površin. Kot so v objavi naročila zapisali v Luki Koper, gre za enega večjih in pomembnejših projektov družbe. Kontejnerski terminal je zaradi narave logistične dejavnosti med njimi nedvomno najpomembnejši, saj se vse več blaga pretovarja v tako imenovanih kontejnerjih. Poleg tega gre za enega večjih, gradbeno in finančno zahtevnejših projektov, s katerim bomo vzpostavili pogoje za načrtovano rast prometa in nemoten razvoj pristaniške, posledično pa tudi logistične dejavnosti v naši državi. Z novim terminalom bo pristanišče povečalo zmogljivosti kontejnerskega terminala na 1,75 milijona enot. Gradnja novega terminala se je predvidoma začela prihodnje leto in zaključila leta 2027. Gradnja časovno sledi projektu drugega tira, ki naj bi bil predvidoma zaključen v letu 2026, s čimer bodo v Luki Koper že tako izkoristili prednosti nadgrajene pristaniške in železniške infrastrukture. Z gradnjo terminala pa se Luka Koper približuje tudi cilju, ki jih je zastavila v strateškem načrtu, in sicer, da bo Luka Koper postala prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti. Luka Koper je na kontejnerskem segmentu že danes prvo pristanišče na Jadranu in hkrati edino, ki je uspelo preseči letni pretovor v višini 1 milijona kontejnerskih enot. Na področju vozil smo še uspešnejši, saj smo prvi v Sredozemlju in 4. pristanišče v Evropi, saj poleg pretovora in skladiščenja nudimo številne dodatne storitve in kakovosten servis, s katerima smo v preteklih letih uspeli privabiti tudi najbolj prestižne avtomobilske znamke. Razvoj pa je nujno gledati tudi skozi oči trajnosti in zmanjševanja vplivov delovanja na okolje, kar je tudi eden ključnih ciljev, ki ga bomo dosegali z naložbami v zeleno energijo, obnovljive vire ter bolj učinkovitem upravljanju z njo. In prav naložbe v trajnostni razvoj in zmanjševanje vplivov na okolje so bistvene za dolgoročno in uspešno rast družbe. Podnebje se hitro spreminja in za preprečitev najhujših scenarijev je potrebno sodelovanje vseh. Spremembe v smeri zmanjševanja vplivov se že dogajajo in le družbe, ki se bodo prilagodile tem spremembam, bodo lahko tudi v prihodnje ostajale konkurenčne. Kakšna bo prihodnost ladijskega prometa, je nakazala že družba Miller-Maersk z ladjo, ki poganja izključno metanol. Ob vplutju ladje v koprsko pristanišče je Ivič Vodopija, generalni direktor za Srednjo in Južno Evropo pri omenjeni skupini, povedal, da za zmanjševanje izpustov in dekarbonizacijo potrebno sodelovanje celotnega ekosistema, pri čemer vidijo Luko Koper kot enega ključnih partnerjev. Ščititi to tehnologijo, želimo, da svetovno vsi grejo proti tem smeru in ja, do 2040 mi planiramo biti dekarbonizirani kot celotno podjetje. Kaj to pomeni, ne samo ladje, ampak tudi mi imamo več kot 70 terminalov, več kot skladišča, avione, vse ostalo, letalna, vse ostalo, tako da želimo, da je vse skupaj do 2040 dekarbonizirano. Naša država in naša vlada so zavezani k razogljičenju gospodarstva, k zelenemu prehodu in tudi prihod sodobne ladje prevoznika Maersk na brezogljični pogon, torej na okolju prijazno gorivo je dokaz, da tem ciljem sledimo in na tem močno delamo. Do leta 2050 je naša zaveza, da se v bistvu emisije iz ladijskega prometa praktično zničijo, torej da postanejo skoraj ničane. In na tem delamo. Luka Koper gradi tudi ustrezno in potrebno infrastrukturo, torej bo zagotavljala tudi priklop z obnovljivimi viri energije na ladje, za ladje, ki bodo priplule v pristanišče. Kot država pa že zdaj z nižjimi taksami spodbujamo okolju prijazne ladjarje. In Luka Koper se na zeleno prihodnost že pripravlja z napovedanimi načrti, kot je gradnja fotonapetostnih elektrarn in elektrifikacija obale, ki bo omogočila, da se ladje v vplutju pristanišče z električno energijo napajajo neposredno. Sicer pa se v Luki Koper že dolgo zavedajo vplivov pristaniške dejavnosti na bližnje okolje, prav zato namenjajo redne donacije za omilitev škodljivih učinkov dejavnosti. Prav lanskega leta je bil podpisan nov dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti. Luka Koper se s podpisom novega dogovora zavezala, da v mestni občini Koper vsako leto trajanja dogovora izplačala namensko donacijo v znesku 320 tisoč evrov.
V 5 letih bo občina tako prejela skupno 1,6 milijona evrov namenskih sredstev, ki jih bo na podlagi javnega razpisa razdelila upravičencem za izvedbo ukrepov za zmanjševanje vplivov iz pristaniške dejavnosti na okolje. Sicer je prizadevanje za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev temelj razvojne strategije Luke Koper. Je pa letos država oziroma Dars pričel z gradnjo terminske in širitev Bertoške vpadnice, s čimer bo lahko Luka v polni meri izkoristila infrastrukturo, ki so jo vzpostavili v zadnjih letih. S tem se bo izboljšalo upravljanje prometnih tokov v okolici pristanišča, saj bosta glavnino tovornega prometa prevzela Serminski in Bertoški vhod. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.